sami mi prijatelji. Jezdimo, sijemo in učimo skupaj, karkoli se zgodi. Ja, vsi smo skupaj v avanturah. Jezdimo nekam, kjer mestimo vsi. Gremo na grivje, V današnji epizodi Sarinega bratranca Črta povabijo, da se za nastop pridruži ekipi. Vendar Črt pozna skrivnost in ker je noče deliti z drugimi, lahko vse pokvari. Pazi, Črt! Rajši kar grem. Wow! Skrivnost. Poglej ta prelepi balon. Balon. Pujsi so hitro zadovoljni. No, Angora. Tu je še nekaj posode. Našla sem trakove. Imam balone. Kaj natanko se pa tukaj dogaja? Nisi slišala, Angora? Pripravljajo veliko orjaško zabavo. In imeli bojo hrano. In glasbo, in hrano, in... Vse v redu, Tini? Bojim se hrupa Bevsk. Kaj morem? Vedno sem bila taka. Tini si žal ne more pomagati, Angora. Ni lepo, da se režiš. Hej, poslušajte, po kosilu se dobimo v maneži, da bomo trenirali za nastop na praznovanju. Zvedel sem, da pride tudi lokalna televizija. Super! Ja, TV. Kot da te bo kdo videl, če bom zraven jaz. Je frizura v redu? Taka si, kot da bi te polizala mačka. Kaj pa naj to pomeni? Se mi zdi, da je res Jan? Jan! Kdo pa je Jan? Ne vem, prvič slišim zanj. Jana, si res ti? Razen, če me kdo zelo dobro oponaša. Ne morem verjeti, da je ves čas skrivala fanta pred nami. Zakaj nam ni povedala zanj? Najbrž, ker je njen bratranec, ne pa njen fant. Včeraj je klical, da se bo oglasil. Hotel jo je presenetiti. Živijo, Jan, jaz sem Vid. Živijo, Vid. Hvala, da nisi izdal presenečenja. Si vedel, da pride Vid? Pa sva te. Pa kako? Jan, vedno znova presenečaš. Kdo, jaz? Ja, ti, naj ti vse predstavim. To so Moni, Alma, Klara in Zoja. Živijo, jaz sem Jan. Super ime. In to je moj konj, Vihar. Res je čudovit. No, kako dolgo boš tu, Jan? Vsaj, dokler me boš prenašala. Šaljivec. Vsaj do konca tedna. Hej, Sara, Jan lahko nastopi z nami. Več jezdecev rabimo. Super bi bilo. No, kaj praviš na to, Jan? Dovoli, da pogledam v svoj rokovnik. Ja, nekaj stvari bi moral preložiti, potem pa lahko nastopim z vami. Krasno. Zdaj si morava deliti pozornost pa še z njim. Kako bova izstopali zraven njih? Opravke imam. Janu razkaži grivje, potem pa bo Bine vodil trening. Pridi, Jan, poiščeva stajo za Viharja. Dobro, koreografije so v tem priročniku. Vadili jih bomo korak za korakom, dokler si jih ne zapomnimo. Izvoli, Jan. Ne rabim, hvala. Hitro bom dojel. Kar začnite, ujel vas bom. Nihče od nas ne zna na pamet, Jan. Vsi prvič vidimo program. Ej, ne skrbi. Pametnejši sem, kot zgledam. Dojel bom. Brez tega. Prav, kakor hočeš. Ho! Dobro, družba. Točka 2. Ho! Točka 3. Ho! Točka 3. Sej... Wow, pazi, Jan. Oprosti, Zoja.
Jaz sem Klara. Ne, Jan, levo! Hej! Pazi vendar! Oprosti, Klara. Ne, Zoja! Jan, je vse v redu s tabo? Ja, bolj ali manj. V glavnem manj. Pomagalo bo, če pogledaš v priročnik. Ja, najbrž res. Dajmo še enkrat. Od začetka. Točka številka 1. Ho! Ne, čakaj, Jan, narobe. Postavi se v krog. Saj res. Le kaj je z Janom? A bi malo bolj pazil? Oprosti, Zoja. Ne, Klara! Sara, kaj je narobe z njim? Res ne vem. Vprašala ga bom. Naj jo pustite malo sama? Kar izvoli. Greva, Klara. Res mislim, da moraš gledati v priročnik, Jan. Ja, naj ti bo. Na kateri strani smo? Ups. Poglej, kaj se je zgodilo. No, toliko o priročniku. Na, svojega ti dam. Ne morem, Sara. Kaj boš pa imela ti? Saj imam še enega. No prav. Hvala. Kratek odmor. Pred proslavo moramo še veliko narediti. In mislim, da smo že zdaj vsi pošteno siti treniranja. Jaz sem ga res. Nisi edina. Privivi jake A, B in H. A, B in H. Živijo, Sara. Kaže, da bo res velika zabava. Ja, vsaj nekaj 100 ljudi bo prišlo. In zanje bomo pekli na žaru. Če bom kdaj sploh sestavila novi žar. Sara! Mama te kliče! Jan, a mi lahko pomagaš? Ja, jasno. Ni problema. Krasno, izvoli. Malenkost. Tu so navodila. Prišla sem do 20. strani. Hvala, Jan. Stran 20. Privi A, P in E. Pritrdi čar. Pritrdi žar na del 5. Tebi je lahko reči. Aha, rajši bom gledal sliko. Super! Jan, krasen je! Hvala, pripravljen za peko. Kaj pa je to? Ja, nekaj delov je ostalo, ampak najbrž niso pomembni. Žar je trdno privit. Mogoče pa so bili pomembni. Nisi upošteval navodil? No, seveda sem upošteval navodila. Vsaj večino navodil. Hej, super, Jan. Kaj pa je smešnega, Bevsk? Prav nič, Tini. Ampak se smejita! Smejita se zaradi Jana. Ni smešno, če se ti posmehujejo. Vidve bi pa bolje opravili. Naj pomislim. Ja. Prav, potem pa dajta. Hej! Kje je Jan? Ne Ne sprašuj mene. No, gremo ga iskat. A res moramo. Osramotil nas bo na televiziji. Vid hoče, da nastopimo vsi, tudi on. V hišo grem pogledat. Jan! Si ga kje videla? Ne, nikjer. Le kam bi lahko šel? Tudi tu ga ni. Najbrž mu je bilo nerodno, pa je zbežal. Kos, kas, obrat na... Resno? Ne, na desno. Pod, hod do 5. 8 korakov in... Si ga slišala? Ja, kaj pa mu je? Mislim, da ne zna brati. Korak
in glas, korak in kras, korak in kas. Klara, prav imaš. Idejo imam. 24 korakov in toliko črk in besed. Nikoli ne bom prebral do konca. O, Jan! Ja, tukaj si. Zakaj pa tečiš tukaj? Vsi te čakamo v maneži. Samo iščem tisti priročnik. Saj veste, ki mi ga je dala Sara. Tukaj je. Glej, no, glej. Kako je prišel sem? Nimam pojma. V redu je, pripravljen sem. Ho! Dobro, družba. Točka 2. Ho! Točka 3. Ho! Točka 3, Jan. Tretja stran, Jan. Dobro, počakajte. Ej, Klara, mislim, da je bil tisto moj del naloge. A res? No, nisi se obrnil takrat, ko bi se moral, zato so pa rajši. Uskočili. Da nam ne bi pokvaril celega nastopa. Ravno sem se hotel obrniti. Ja, seveda. Saj si se vse naučil. Veš kaj? Lahko nam pokažeš. Odjahaj, kot piše. Recimo tukaj. No, prav. Kaj pa počne? Na to korak naprej. Čakaj, joj, desno, ja. Saj boš zmogel, Jan. In to je konec točke 3. Jan, čakaj! Le, kaj je narobe? Jan? Jan! Jan, kaj je narobe s tabo? Nič ni, Sara, saj ni pomembno. Ampak kaj pa naj naredimo z našo predstavo? Nastopite brez mene. Dej no, preberi v knjigi, pa bo v redu. Ne, nič ne bo v redu. Pa zakaj ne maraš te knjige? Zakaj je nočeš brati? Tvoja sestrična sem. Povej mi. Obljubiš, da ne boš nikomur povedala? Obljubim. Nekako težko berem, Sara. Saj znam brati, ampak berem precej dlje kot drugi. Imam disleksijo. Pa kaj? Veš, kaj to pomeni? Besede vidim drugače kot ti. Zato tudi berem dlje. Ja, veliko ljudi ima disleksijo, Jan. Tudi moj dober prijatelj. Ja, ampak Čisto po nepotrebnem te je sram. Tega ni treba skrivati. moram, če nočem, da se mi ljudje smejijo. Vse eno je, kaj mislijo drugi. Tako pravi moj prijatelj. Vzemi si dovolj časa, da lahko v miru prebereš. Ampak berem kot polž. In, kot pravi prijatelj, hodi z besedo, ne galopiraj. Počakali bomo. No, kaj praviš? Poskusiva še enkrat? Velja, še enkrat. No, kje pa je? Saj pride. Ja, jasno. Prav. Tukaj je. Nazaj na delo. Pripravljen, Jan? Pripravljen kot še nikoli. Potem pa kar. Ho! Tako se Lepo. dela. Uspelo mu je. Ja, vem. Trepljajo ga, kot da je kakšen junak. Ja, vem. No, kaj bova pa zdaj? Postavili ga bomo nazaj na njegovo mesto. Hej, bravo, Jan. Glede na tisto.
Glede na kaj? Sej veš, glede na tvojo skrivnost. O čem pa govorita? Sej veš o čem. O tem, da ne znaš brati. Sara je povedala. Hej, Sara, hvala, da držiš obljubo. Ne. O čem pa govoriš, Jan? Pazi, no! Jan, čakaj! Moraš mi verjeti, nikomur nisem povedala. Vseeno je, rajši bom odšel. Kaj pa naša predstava? Potrebujemo te. Prosti, ne morem pomagati. Jan. Res? Odhaja? Ampak računali smo nanj. Pa tako dobro je odjahal svoj del. Čemu se pa vidve režita? Tvojemu bratrancu jasno, Jan ne zna brati. Jan zna brati. Enkraten fant je, ljudi spravlja v smeh. Nikoli se ne smeji drugim, kot se vidve. Kot je kaj narobe, če se smeješ drugim. Kar naprej vidiš po televiziji. Po internetu tudi. To ne pomeni, da je prav. Kaj pa, če bi se ljudje smejali tebi? Nemogoče. Halo, se spomniš tiste parade pred nekaj leti? Klara, lezla si na čilja, ko so ti počile hlače. Ljudje so se krohotali. Bilo je grozno. In kako si se počutila? Bilo je strašno. Kako sem bila besna, ker so se režali moji sestri. Pravo ponižanje. Poslušajta, na Grivjem smo vsi ekipa in vedno držimo skupaj. Ne smejamo se drug drugemu. Živijo, kako napreduje trening? Vid, pogovoriva se. Živijo, Jan? Živijo, Vid. Bine mi je rekel, da si danes dobro jahal. Ja. Škoda, da ne moreš ostati in jahati na predstavi. Ja, škoda. No, se kaj vidiva? Prav, menda. Hej, preden odideš, bi ti rad še nekaj pokazal. Kot nekakšno darilo za slovo. Ja, kaj pa? Nič posebnega. Samo besede. Napisal mi jih je dedek, ko sem bil v tvoji koži. Naporna je ježa po neznanih poteh. Včasih galopiramo, včasih hodimo. Med naporno ježo oči upiramo v pot, vzemi si čas in se ne zmeni za nič drugega. Ne skrbi, kaj mislijo drugi, vedno glej na pot, po kateri jezdiš. Bereš počasi? Ja. Tako kot jaz. A to pomeni... Vid, mi hočeš povedati, da si... Dislektik? Ja, že od nekdaj sem. Tudi moj dedek je bil. Sara je govorila o tebi. Ja, tako je. Kako pa to prenašaš? Kako lahko živiš s tem? Dedek je govoril, da je branje kot ježa po neznani deželi. Hodiš od besede do besede. Ne zaganjaš se v galop. Vedno gledaš pot pred sabo. Saj nikoli ne veš, kam bo zavila. In vedno si vzameš čas in nikoli si ne beliš glave s tem, kaj kdo misli. No, vidiš, tako je govoril moj dedek. Prav je imel. Midve pa ne. Radi bi se ti upravičili. Res nama je žal. Ne bi se ti smeli smejati. Res je bilo zelo grdo. Ja, veš, najprej sva se bali, da nas bosta z viharjem očrnila. Potem sva videli, da si res dober jahač. Če bomo sodelovali, bomo pred kamerami vsi dobri. Jan, boš jezdil z nami? Prosim. Kako bi bilo, če bi vi trije sodelovali? Jan bi vaju učil jahati, vidve pa bi mu pomagale pri branju. Kot ekipa. Meni je všeč. Kako diši po... Oprosti, pujsa je v redu. Ne smeješ se, Angora. Ne, zdaj pa nič več.
Pridi, Tini, zabava se bo začela in dobili bomo slastne ostanke. Niti najmanj ni smešno, če se smejimo drugim. Če to počne vaš prijatelj, ga prosite, da neha. Če vidite po televiziji ali na spletu, jo izključite. Poskrbimo, da bo ta svet veliko lepši.